Sicer bi pa, cenjeni in dragi, rada prvenstveno rekla, da se iskreno zahvaljujem, da sem na to srečanje povabljena kot zdravnica in zgodovinarka medicine, in to zato, ker je prvo poslanstvo, pravzaprav, doktorja Janeza Blajvajsa bilo zdravniško. Drugo poslanstvo je bilo veterinarsko. In sem vesela, ker je med nami tudi delno zgodovinar veterinarske medicine, profesor dr. Vojteh Cestnik, ki ga tukaj lepo pozdravljam med nami. Kot zdravnica, ki sicer praktično vse profesionalno življenje delam na področju medicinske humanistike v najširšem pomenu besede, bi rada rekla, da enkrat zdravnik, vse življenje zdravnik, zato, ker je to po moje en tak poziv, en tak poklic, ki človeka v svojem bistvu notranje usmerja v to, da dela dobro za človeka. Doktor Janez Blajvajs je to še nadgradil tudi za živali. In jaz vidim to njegovo, ob vsem tem široko predstavljenem političnem poslanstvu, vidim to njegovo medicinsko poslanstvo, prosvetiteljsko poslanstvo, zdravstveno poslanstvo v najširšem pomenu besede, kot tisti notranji poziv, tisti notranji klic, ki ga je on od nekdaj nosil v sebi. In mislim, da tudi ni nič programiral to, kaj bo on pisal v novicah. On je bil, vedno znova vidimo, ko se je nekaj pojavilo, je on spontano pač o teh stvarih pisal. In zato tudi recimo je ta spekter vsega tega, kar je v novicah išlo in se veže na zdravstvo in na veterino. Enormen, ampak je izziv tistemu notranjemu njegovemu znanju, ki ga je on na Dunaju absolviral in ga tudi z razvojem te stroke dopolnjeval, širil in prenašal na narod. Zato sem res popolnoma prepričana o tem, da je njegovo največje poslanstvo tukaj, znotraj pač tega njegovega dejanskega poklica, v prosvetiteljski dejavnosti. Ne smemo pozabiti, da je v njegovem času bila medicina še zelo, torej številčno, skromno zastopana, da bolniki niso imeli priložnosti tako mimogrede pač v ambulanto, na posvet, na pogovor, kjer so dobili informacije, ampak je bilo potrebno to drugače pridobiti to znanje. In recimo, če gledamo tam nekje od torej teh prosvetljenskih velikih reform, terezijanskih, jožefinskih, ki so tudi narod opismenjevale, ki so tudi počasi zdravstvene reforme prinesle, ki so zdravstveno šolstvo pri nas počasi postavljale na noge in etablirale, je potem ravno časopis bil tisti, ki ga je lahko mogoče potem ob večerih kmet, preprosti človek prebiral in preko tega po malem dobival informacije o vsem tistem, kar ga je pa vseeno, glede na zdravstveno nerazvitost, glede na socialno skromen status ljudi slovenskega naroda, glede na higiensko neurejenost, glede na slabe torej vodne razmere, kanalizacijske in tako naprej, vedno znova prizadevalo predvsem kot različne nalezljive bolezni. Potem mogoče malo širšem uvodu bi jaz kar takole, vseeno nekaj teh drobnih bolj biografskih stvari, ki se tičejo njegovega izobraževanja, tukaj navedla. Tukaj imamo sicer vpis doktorja Janeza Blajvajsa v knjigo Doktorjev medicine na Dunaju, leta 1832 je doktoriral in
26. leta je vpisal medicino na Dunaju, 32 doktoriral, takrat je pač o medicinskih pijavkah pisal. To je vse v duhu medicine takratnega časa. Ni bil nič bolj napreden, kot je bila takratna medicina, nič bolj konzervativen, kot je bila. Pač še vedno je hipokratični nauk o telesnih sokovih vladal, kjer so verjeli v to, da neravnovesje telesnih sokov predstavlja bolezen, ta diskrezija se pa da tako uravnati, da se med drugim tudi pušča kri in recimo te medicinske pijavke so pri tem bile gotovo manj škodljive, kot pa sicer venesekcije in puščanje krvi z nožički in rožiči, ne. Glede na to, da je bilo malo zdravništva, so zdravniki velikokrat opravljali tudi seveda porode in te porodniške tečaje so potem opravljali po opravljeni diplomi, tako da 1833 je tega opravil in s tem postal tudi magister porodništva. Ne vemo pa še točno iz kakšnih razlogov, pa je tudi potem vpisal še veterinarski študij, tako da je imel to široko paleto vseh takrat zdravstvenih poklicev, da je postal tudi pravi živinozdravnik leta 1835. Rada bi povedala, da do 1795 sta bila zdravniški in živinozdravniški poklic enotni poklic. Torej 200 let, 1995 leta smo v Ljubljani imeli eno veliko srečanje ob 200-letnici veterinarskega študija tudi pri nas. Predtem pa je to vse pač pritikalo se zdravnikov, po torej vzpostavitvi prvih zdravstvenih šol, nadalje tudi seveda tudi ranocelnikov, kirurgov. Najprej je živel Bleiweiss na Dunaju, kot je gotovo danes že bilo povedano, in se je tudi tam poročil. In tudi sin Karel, ki je bil tudi zdravnik, in tudi vnuk Demeter je bil zdravnik. Tako da bi jaz tukaj neposredno navezala na to, da gotovo je ta družina v svojem duhu živela to humanistično poslanstvo, človekoljubno poslanstvo, delati dobro za človeka. Tako je tudi potem Karel Bleiweiss postal naš prominentni internist, ftiziolog, ukvarjal se je s tuberkulozo in prvi specialist otorinolaringologije. Medtem ko Demeter Bleiweiss kot vnuk je pa pri nas prominentni psihiater in je tudi veliko dobrega naredil za novo umobolnico na Studencu. Ljubljansko okolje je postavilo Bleiweissa v prostor, ki je po medicinski plati bil zaznamovan z delom teh jožefinskih reform. Leta 1786 je Ljubljana dobila prvo civilno deželno bolnico, kot so ji takrat rekli. Medtem ko že 4 leta prej, 1782 leta, pa je dobila svojo zdravstveno šolo, imenovano Mediko-kirurški učni licej. To je bila pravzaprav kirurška šola. Tukaj bi 2 koraka nazaj naredila in povedala sledeče. Medicina je bila enotna do sredine 12. stoletja. Takrat se je zaradi strahu pred številnimi nalezljivimi boleznimi, za katere so bili prepričani, da je kri nekje v ozadju, so se odločili s cerkvenimi koncili, dvemi velikimi cerkvenimi koncili, da kirurgijo ločijo od medicine. In kirurgija je postala nečastna, manj vredna obrt. Medtem ko interna medicina je hodila svojo pot naprej. In ti kirurgi so potem kirurške cehe imeli in so vse umazano delo, tako narekovajih, bom rekla, v medicini, tudi s kužnimi bolniki v glavnem oni opravljali. Medtem ko s jožefinskimi reformami se je pa medicina spet poskušala združevati. Kirurgija je del medicine. In je zato, sicer takrat je tukaj šele ta mediko-kirurški učni zavod nastal, ki je bil pač kot medicinski licej znotraj kompletnega liceja in je izobraževal ranocelnike in kirurge,
a ne. Ti ranocelniki so bili pravzaprav kot eni preprostejši internisti, a ne, s srednjo izobrazbo in jih je majhen ta naš prostor rabil, tudi drugi prostori znotraj monarhije, ker je bilo pač zdravnikov izrazito univerzitetnih, a ne, izrazito premalo, a ne. Kirurgi pa pač tisti, ki so, se pravi, še vedno naprej opravljali to manjčastno dejavnost. In ta šola je omogočala profesorju Janezu Bleiweisu, bomo že zdaj rekli, ker je začel na Dunaju najprej delati na živinozdravstveni šoli in je tam tudi že poučeval prve predmete, predvsem receptiranje za veterino, da je tudi tukaj bil takoj habilitiran za profesorja veterine in sodne medicine. Tudi ta sodna medicina je za nas pomembna zato, ker je znotraj tega so bili pomembni zakoniki, a ne, terezijanski kazenski zakonik, recimo, je bil tisti, ki je bil novejši od karolinskega in tudi o tem je recimo Bleiweis približno 4 mesece objavljal v enem letu v novicah vse, kar je bilo v njem zapisano, da je ljudi recimo tudi s tem seznanil, tudi to v prakso speljeval in čeprav je bil tudi sam sodni medicinc, on ni sam delal obdukcij, ker pač tudi tega časa ni imel, a ne. Je bil pa seveda večkrat vprašan za sodnega izvedenca, ker vedno znova takrat, ko pač je prišlo do nekega kriminalnega dejanja, so vprašali zdravnika, a ne, in izvedenca. In tudi je pri tem bil pomemben, ker je pomagal vplivati na sodno medicinsko terminologijo. Ta mediko-kirurški učni zavod je do leta 1848 dobro deloval in bil poleg babiške šole, ki je nastala pred mediko-kirurškim učnim zavodom že 1753 leta in to zato, ker je bilo ogromno smrti med porodi, pri porodih in to pri materah, kakor tudi pri novorojenčkih. In ti dve šoli sta bili edini zdravstveni šoli, ki so jih imeli takrat na Kranjskem. Z letom 1848, kjer ste tukaj zgodovinarji in seveda o tem še veliko več veste kot jaz in marčno revolucijo ter zatiranjem pomladi narodov, je ta šola bila tukaj dokončno odpisana. Pri tem bi rada povedala, da šlo je za trende, da se pač kirurške šole ukinja, ker so bile slabšalne, manj vredne, glede na to, da je postajala medicina ponovno enovita, da sta se kirurgija in interna medicina ponovno združevali, ampak te srednje licejske medicinske šole so v drugih, recimo mestih takratne monarhije, recimo, kaj sem v Gradcu, recimo v Innsbrucku in tako naprej, so postale medicinske fakultete. V Ljubljani pa, kjer so si silno prizadevali, da bi ta šola vendarle obstala in je pri tem Janez Bleiweis bil kot predsednik tega društva Slovenija izjemno pomemben zagovornik tega. On je zagovarjal takrat predvsem to, da se je treba boriti, da tukaj dobimo univerzo, da je to narod, ki je dovolj velik, da lahko ima svojo nacionalno univerzo. In seveda zelo stal za tem, da bi se medicinski študij ne samo ohranil, ampak bi bil tudi promoviran na višjo stopnjo. Tako kot je bil v času ilirskih provinc, ko so tukaj nastale centralne šole, a ne? In je pravzaprav ta École Centrale tudi medicinski študij povzdignil na študij medicinske fakultete, ker so pač Napoleonovi vojaki rabili kirurge, univerzitetno izobražene, da je lahko Napoleon jih s svojimi vojaškimi pohodi zdravil, a ne, s temi kirurgi na hitro izobraženimi, ampak vendarle fakultetno izobraženimi, ampak ta šola žal zaradi predčasne reokupacije, avstrijske reokupacije ilirskih provinc ni niti prve generacije izšolal, a ne, ta École Centrale. Tako da je tukaj pač bila potem ta želja, da bi se iz mediko-kirurškega učnega zavoda vendarle razvila univerza in pri tem medicinska fakulteta. Žal potem leta 1949-50 so zadnje generacije slušateljev tukaj prenehale študirati, šolo so ukinili
in Kranjska do leta 1919 razen babiške šole in enoletne podkovske živinozdravstvene šole, ki jo je s Simonom Strupjem profesor Janez Blajvajs ustanovil in je bila na mestu, kjer je danes reševalna postaja pri ljubljanski bolnišnici pri Zaloški cesti, je tudi domovala. Drugih šol zdravstvenih več ni bilo. To je bila velika katastrofa za Kranjsko, ker je to bila zelo revna dežela, ki je imela malo zdravnikov in šele z raznimi zdravstvenimi reformami in spodbudami za štipendiranje študentov medicine. Tam od 1870 naprej so zdravniki prihajali izobraženi tudi recimo predvsem potem že z Gradca od 1863 naprej, pa z Dunaja, a ne. So pa ranocelniki bili tisti, ki pravzaprav jih je potem še kar nekaj bilo, ampak teh je bilo seveda iz leta v leto manj, glede na to, da so jim osrednjo šolo, a ne, zato kirurge in ranocelnike, zaprli. Tako da z letom 1867 je potem dr. Janez Blajvajs ponovno stopil s svojimi sodelavci v borbo za Ljubljansko univerzo, ampak pri tem nikakor ni več izpostavljal medicinske fakultete, ampak na prvo mesto dajal juridično in filozofsko fakulteto. Je pa tukaj bil, se pravim, ves čas predavatelj, profesor in tudi to mesto predavatelja in profesorja potem prenesel naprej na to podkovsko veterinarsko šolo, kjer je tudi do konca življenja bil ravnatelj in njihov predavatelj ter pomembni pisec. Rada bi poudarila, da je temu kirurškemu liceju bila ljubljanska bolnišnica, prva deželna, civilna ljubljanska bolnišnica iz 1786 leta je bila pravzaprav tako kot klinika mesto, kjer so se njihovi slušatelji lahko praktično izobraževali, a ne. In je imela posebej tudi svojo porodnišnico in ta porodnišnica je imela ločeno stavbo, drugače bolnišnica je bila na mestu, kjer je tudi plošča, spominsko ploščo smo leta 1995 ob stoletnici ljubljanskega potresa tam odkrili, nasproti nekdanje kavarne Evropa ali pa nasproti Figovca diagonalno na Ajdovščini, medtem ko ta stavba porodnišnice je bila pa nasproti današnjega sodišča na koncu parka, ne. In postopoma so porodnice od doma hodile rojevati tudi v porodnišnico. To so bile predvsem tiste, ki so bile nezakonske, to je bilo pač nečastno in tako naprej. In v letih 1861 do 63, v času, ko je ljubljanska porodnišnica imela izjemno visoko mortaliteto zaradi poporodne mrzlice, je dr. Janez Blajvajs postal tukaj ravnatelj in to predvsem zato, ker je svojo politično močjo in vlogo deželnega poslanca izboril dodatna sredstva na številnih sejah, da so to porodnišnico dvignili za celo nadstropje in s tem povečali posteljne zmogljivosti, da so se porodnice lahko razselile, da jih ni bilo toliko v enem prostoru, hkrati pa seveda tudi je higiena rasla, ker mi vemo, da se poporodna mrzlica v glavnem širi preko umazanih rok porodničarjev, babic, kdorkoli pač je prišel v porodni kanal s porodnico in so to bile, torej največkrat so bile te poporodne sepse posledica umazanih obducentovih rok, a ne, stafilokoki, s streptokoki okužene in je recimo približno 30% porodnic je približno obolelo, od tega jih je približno 30% umrlo, skupno približno 10%. 56 recimo porodniških postelj v tem času, bilo približno toliko tudi potem postelj za otroke, tu pa tamkajšnji dvojčki, a ne. Tako da je tukaj šlo kar za eno veliko maso, za veliko bolezni in veliko smrti, ki so pač bile na nek način nedopustne, a ne. Zdaj, v tem času, ko je bil član recimo zdravstvene komisije med 1851 in 70, se pravi, je res veliko dobrega za zdravstvo v najširšem pomenu besede naredil, a ne. 61 tudi začasni deželni zdravstveni svetnik, a ne. Medtem ko tisto, kar bom pa zdaj naprej govorila v glavnem o raznih javnozdravstvenih temah in zdravstvenih temah, je pa tudi recimo pri tem delno vstopu tudi kot ravnatelj oziroma ustanovitelj najprej
kolera špitala ali bolnišnice proti koleri ob veliki ponovni epidemiji kolere. Ta je v 3 res večjih valih 1831, 1855, 1866 obiskala Ljubljano in tudi Kranjsko in tudi v nekaj manjših valovih. Koliko veliki so ti valovi bili, recimo pove podatek, da 1855 je na Kranjskem obolelo 19.000 ljudi in jih je umrlo skoraj 6.000. Leta 1866 jih je recimo umrlo okoli 800, tako da to so velike številke, a ne? In prav torej v tem času 1866, ko so se bali, da se bo ta epizoda, ki se je 11 let pri tem zgodila na Kranjskem, spet drastično in množično tudi tukaj ponovila, zato je on tudi ustanovil to kolera bolnišnico, to je bila prav v licejski stavbi, a ne, na Vodnikovem trgu, kolera špital, in so tja potem pač prevažali takoj vse te bolnike. Vemo pa točno, da seveda glavni razlog za kolero, ki je bolezen umazanih rok, so bile neurejene higienske in sanitarne razmere. Pomanjkanje vodnjakov, pomanjkanje seveda potem kasneje vodovodov, a ne, neurejena kanalizacija in šele recimo ponovni prihodi epidemij kolere, recimo s Trsta v 90. letih, so ljubljanske mestne svetnike prepričali, da so odobrili sredstva za gradnjo kanalizacije in dodatnih vodnjakov v Ljubljani, potem pa tudi vodovodov. Tako da znotraj tega igra zdravnik, ki je v tako pomembni vlogi, a ne, recimo in zdravstvenih recimo teh ustanov, torej teh komisijah deželnih, a ne, kot tudi recimo seveda urednik novic, res pomembno vlogo, zato ker je lahko govoril v prvi osebi in iz svoje najgloblje strokovne izkušnje, kaj pravzaprav pomeni ena taka težka nalezljiva bolezen. Seveda tudi za takratne torej znanost je bila to še nerazložljiva bolezen, samo videli so, kako se epidemiološko širi. Šele 1883 je potem Robert Koch odkril vibrio kolere in seveda je bilo vse skupaj razloženo, ampak tukaj pač je nekdo, ki je torej svojim strokovnim znanjem lahko kredibilno kot pisec raznih člankov v novicah o tem na veliko prosvetljeval. Rada bi pri tem vseeno še, preden grem na tole veterinarsko pot, da ne bo nas tole motilo, tukaj še izpostavlja par tem, recimo, ki jih je obravnaval v svojih novicah. Vesela sem, ker je doktor Kolar zelo lepo govoril o vraževirju in o njegovem racionalnem pristopu. Prej smo se nekaj pogovarjali, pa je bilo malo rečeno, a ne, vi zdravniki pač drugače pristopate. Jasno, mi smo vzgajani v racionalnem duhu, a ne? Ampak seveda medicinska humanistika je nekaj veliko širšega, kjer ima tudi duh svoj prostor, ne samo fizis, pa duševnost, a ne? Ampak tudi duh, a ne? In on je res pri tem strašno poudarjal, kako pomembno je, da vraževirje na vsakem koraku preganjamo, zatiramo, povemo, kakšni so racionalni razlogi. Še malo bom nekaj naprej šla, a ne? In recimo v primeru cepljenja. Cepljenje je največji dosežek v vsem razvoju medicine v zgodovini človeštva. Recimo, samo za črne koze veljajo podatki, da 300 do 500 milijonov ljudi je bilo rešenih, ki bi sicer umrli, če Edward Jenner ne bi vpeljal vakcinacije. V času doktorja Bleiweisa je bila vakcinacija že razširjena. Variolizacija ali cepljenje s človeškimi kozami se je začelo že sredi 18. stoletja in počasi širilo. Medtem ko vakcinacija, kjer je vaka je krava, so kravje vakcine prenašali na človeka, ker so veliko manj škode naredili. Ljudje niso od tega umirali. Se je drastično padla smrtnost zaradi koz. Ampak pri tem to vraževirje je imelo svojo vlogo, ne? In recimo, ker pač je v glavnem nemoč človeka bila tista, da se je zatekal v vraževirje, a ne? So pač rekli, kar je Bog dal, to bo tudi Bog odvzel, in ko so recimo prvič otroke cepili, so matere za prvim vogalom otrokom izsesale cepivo, recimo v roke je v glavnem to šlo, in pljunile nekam za grmom in to skrile, ker so se bale, da se bo, ne vem, krst izničil, take stvari so se pač pisale, a ne? In so se bale nekega prekletstva, da bi se recimo pojavilo. S tem, ko so
ko je vakcinacija prešla v zakonodajo, čeprav žal ni bila obvezna, od časa ilirskih provinc naprej, ko se v šole ni sprejemalo ljudi, če niso imeli tega Impfungszeugnis, kot tukaj piše, potrdila, da so bili cepljeni. Se je pač to pomalem prijemalo, ampak premalo se je vedelo o tem, da je treba seveda ljudi revakcinirati, ker mi smo še vedno imeli smrti po 5000, recimo v velikih epidemijah, tudi čez 19. stoletje, kljub temu, da so seveda bila že cepljena upeljana. In pri tem je resnično dr. Bleiweiss opravljal, bom rekla, silno pomembno vlogo. Potem recimo, torej to velja in za koze, za variolizacijo, za revakcinacije, za kolero, za higieno. Malo gledam na opomnik, ker človek kakšno stvar pozabi. Ne pozabite gradnje železnice. Ko so graditelji železnice potovali ob poti, ti so prinašali bolezen. In potem so jih počasi na vlak dali in se niso smeli ustavljati. So se morali odpeljati, pika, s Trsta, ne vem, ne? Južna železnica je ogromno kolere pripeljala k nam. Potem otroške nalezljive bolezni, tukaj je bila seveda silna nemoč vse do konca 19. stoletja, začetka 20. stoletja izdelave prvih vakcin. Potem pisal je veliko proti alkoholizmu. Alkoholizem je od nekdaj bil tukaj zasidran. In je tukaj ena grozna škoda, ki je bila narejena s tem. In že 1834, ko je Fran William Lipič v Ljubljani izdal prvo protialkoholno znanstveno razpravo na svetu, dipsobiostatiko, tudi v okviru našega inštituta smo kompletno njegovo medicinsko delo prevedli na ne vem, koliko je to skoraj 1300 koliko strani, je on isto pisal, kakšno zlo je alkoholizem na Kranjskem bilo, obstaja in se bojim, da se še bolj črni scenariji temu pišejo. Nadalje, govoril je o prehrani, pisal je o makrobiotiki. V času, recimo, Hufelandova makrobiotika je bila takrat prevedena, Prelog jo je prevedel, pisal, kaj je dobra prehrana. Tudi poudarjal, recimo, nadalje, kako zdravim poljedelstvom, dobrim sadjarstvom in podobno. In znanstveno delo spodbujal, tako da recimo on je bil tisti, ki je spodbujal, da je treba financirati zbirko, ki jo je Baltazar Ake kot prvi profesor na medikokirurškem učnem zavodu ustanovil in je rekel, to je muzej, to nas uči, to ima prosvetiteljsko vlogo. Nadalje je recimo za ljubljansko bolnišnico rekel, nujno moramo novo kirurško opremo dobiti, nove mikroskope kupiti. In to je bilo vse podprto potem na državnem zboru, na državnih nivojih. Zdaj, tisto pa, kjer pa mislim, da se moramo še dodatno zadržati in sem vesela, ker imamo danes med nami tudi profesorja z veterinarske fakultete in njegovo veterinarsko poslanstvo. Tukaj je bil neprekosljiv, tukaj je bil nenadomestljiv in tukaj je opravljal veliko poslanstvo, saj je živina predstavljala pomemben vir prehrane, vse pomembnejši tudi v njegovem času. Tako da recimo, pogledajte, od 1849 do smrti je bil ravnatelj in profesor Podkovski in živinozdravniške šole s slovenskim učnim jezikom, kot je bila recimo tudi naša babiška šola s slovenskim učnim jezikom, od 56 do upokojitve 74 kranjski deželni živinozdravnik in od 1870 član deželne komisije za konjerejo. Rada bi poudarila tudi, da je seveda pomembno vplival na njihovo terminologijo in da je pri tem med deli recimo zelo pomembno, da je leta 1843 objavil svojo prvo slovensko in prvo izvirno slovensko živinozdravniško knjigo Bukve za kmeta. Ta je res, tudi se vem, čisto njegova. Potem nadalje je poslovenil tudi več knjig, ki se dotikajo tudi dobrega dela v poljedelstvu, recimo Gnojišče kmetovalca Zlati rudnik, recimo 1854, najpripravnejša in najpreprostejša Gnojišča 1870, Stelja in Gnoj, to so bili recimo prevodi. Spisal pa je Nauk o umni živinoreji 1871.
Zdaj, za učne namene tele podkovske in živinozdravniške šole v Ljubljani sta pa skupaj s Simonem Strupjem res veliko naredila. In sicer spisali so ene učbenike, ki so bili kot enciklopedične predloga za kompletno živinozdravništvo. In sicer je on pri tem napisal učbenike Nauk zdrave in bolne, nauk zdrave in bolne kopitne živine, nauk zdrave in bolne kopita, nauk zdrave in bolne živine o porodih in kako ravnati staro in mlado živino in ozdravljati poporodne bolezni, 1853. Potem nauk klavno živino in meso ogledovati, 1855, to je po Slovenu. Potem nauk odreje domače živine, 1858. Potem pa še znanstveno raziskavo delo o ovčji kugi, ki jo je tudi uvrstil pravzaprav, da je podobna kot goveja kuga. To so dela, ki so bila vsa temeljno učno gradivo za vse, ki so se ukvarjali z živinorejo in tudi zdravili živinozdravstvene bolezni, živinske bolezni. Da končam. To je še ena taka slika njegova. Vsem svojim velikim široko zdravstvenim, medicinskim in veterinarskim poslanstvom je Dr. Janez Blajvajs bil več kot zaslužni častni član Društva zdravnikov na Kranjskem, s katerim je od leta 1861, ko je bilo ustanovljeno, izjemno veliko sodeloval, veliko predaval zanje, bil povezovalni člen v njem in tudi seveda zaslužno njihov častni član. Ta Blajvajsova široka zdravstveno-prosvetiteljska pot oziroma zdravstvena pot je mnogoplastna kot ena čebula, ki je tudi bila in pedagoška in strokovno-medicinska kot tudi znanstvena ter preko njegovega političnega poslanstva v zdravstveni navezi tudi politična. Dr. Janez Blajvajs za zdravstvo in veterino na Kranjskem v svojem času pomeni nepresežnega prosvetitelja, vzgojitelja, profesorja, vodjo, šolnika, raziskovalca in človeka, ki je z ljubeznijo, dostojanstvom, plemenitostjo svojega duha in dobronamernostjo se zavedno zapisal v te stroke. Lepa hvala za vašo pozornost.